Hej, jaz sem Gora Svete. V današnjem videu vam bom povedal, katera je ena od največjih napak, ki jo naredijo ljudje, ki začnejo svoj internetni posel in zakaj je nikakor ne smete narediti, če želite v poslu tudi uspeti. Ko sem jaz prvič slišal za pravilo nikoli ne odnehaj, tudi nisem bil siguren, kaj hoče povedati, saj je to vendarle jasno, nikoli ne odnehaj in potem boš nekam prišel. Ampak, ko si v spletnih poslih že kar nekaj časa, potem pa vidiš, kaj se dogaja in kako ljudje reagiramo na različne stvari in potem vidiš, da to pravilo pravzaprav dobi nek smisel. Namreč, ko se vsi odločimo, da bomo vstopili v nek internetni posel, smo majhni in zeleni. Imamo svoj računalnik, imamo svojo internetno povezavo in imamo svojo željo, da bi na internetu nekaj počeli. Vendar niti ne vemo točno kaj. Potem pa se od nekje pojavi, ali nam nekdo ponudi, ali smo našli nekaj na internetu, nek produkt, za katerega se odločimo, da bomo mi s tem produktom uspeli na internetu. Pomislimo, da bomo najboljši v tem produktu in sigurno nam bo uspelo. Vendar, ker smo še vedno majhni in zeleni, najbrž niti ne znamo to pravilno narediti, zato se nam zgodi naslednja stvar. Ker vstopamo ljudje v razne posle z različnimi nameni, z različnimi željami, v internetne posle pa še sploh mnogi vstopajo zaradi mamljivih ponudb o hitrih, lahkih in bajnih zaslužkih, posvečamo premalo pozornosti temu, da bi se posla pravzaprav naučili. Zaradi tega je jasno, da nam ta posel ne uspe. In kot posledica tega je, da večina ljudi, ki se pridruži nekemu internetnemu poslu in ki niso uspeli že takoj na začetku ustvariti tistega, kar jim je bilo obljubljeno, odstopi. In to je tista največja napaka, ki jo lahko vsakdo naredi. Pa ne samo v tej prvi fazi, v katerikoli fazi kasnejšega razvoja svojega podjetja. Seveda, če ste odstopili v tej prvi fazi, potem svojemu podjetju niste dali priložnosti, da bi uspelo. Raziskave so pokazale, da recimo v Ameriki uspe šele vsak 9. poizkus. No, mi v Sloveniji smo veliko bolj napredni, odstopimo v povprečju že v 2. poizkusu. Manjša skupina ljudi pa se vseeno odloči in nadaljuje s svojim podjetjem, s svojim poslom. Zdaj bomo pa pogledali, kaj se pa zgodi njim. Tisti, ki pa so ostali v poslu, so začeli iskati razloge, zakaj jim ni uspelo. Mogoče sam izdelek ni bil pravi. Mogoče so našli neki drug izdelek, čeprav v internetnih poslih ni najbolj priporočljivo skakati od enega do drugega produkta. Pa vendar, če ste se že v štartu odločili za napačnega, bolje prekiniti čim prej. Verjetno se vam bo že v tej fazi pokazal nek določen napredek in bo vaše podjetje napredovalo. V tem času boste spoznavali tudi nova orodja, ki so potrebna za delo, in jih boste začeli vključevati v svoje procese. Vsa ta orodja in vse tisto znanje, ki ga boste med tem raziskovanjem pridobili, vam bo pomagalo pri temu, da bo vaše podjetje, vaše internetno delo napredovalo. Vsekakor priporočam, vlagajte v sebe, vlagajte v svoje znanje, čas, energijo, tudi denar, če je potrebno. To vam bo pomagalo, da bo vaš posel napredoval. Vaš posel bo postajal čedalje lažji, čedalje hitreje boste napredovali, čedalje boljše boste znali svoje izdelke ponuditi tržišču. In pokazal se bo tudi čedalje hitrejši napredek, kar vam bo nenazadnje dalo še več moči in energije in zagona, da boste svoje delo opravljali še boljše in se tudi še več učili. Vi in vaši izdelki boste čedalje boljši, čedalje več strank vas bo poznalo, čedalje več strank vas bo zaupalo, čedalje več strank bo vaših odjemalcev. In na koncu vam bo vse to prineslo uspeh, zadovoljstvo in zaslužek.
tisto, zaradi česar ste se pravzaprav odločili, da vstopite v ta posel. Vendar, če boste že na samem začetku, ko ste še majhni in zeleni, imeli pred očmi zgolj in le zaslužek, vam najbrž ne bo uspelo. Zaslužek pride šele kot posledica vaše prizadevnosti, posledica vaše vztrajnosti, posledica vaše strasti. Da, prav ste slišali, delo na internetu s vsemi svojimi možnostmi, preprekami, načini reševanja postane tudi strast. Čisto na koncu pa še tole. Kot kaže, si velika večina ljudi predstavlja, da v takile obliki izgleda pot do uspeha. Vendar, verjemite mi, temu ni tako. Pot do uspeha izgleda namreč takole. In to vam bo lahko povedal čisto vsak podjetnik, ki je v poslu uspel, ne glede na to, ali je to offline ali pa online posel. Toliko od mene za danes. Če pa želite še kakšno informacijo, si lahko ogledate na moji spletni strani www.fotkar.com kar nekaj člankov, ki govorijo na to temo. Zaenkrat toliko, čau!